Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v okviru vladnega obiska v Gorenjski regiji danes že sestal župani gorenjskih občin in opravil sestanek v okviru koordinacije županov Zgornje Gorenjske v mandatu 2018-2022. Na mestni občini Kranj je potekal delovni sestanek županom Matjažem Rakovcem in ekipo. Po njem pa sta v izjavi strnila delovne usmeritve. Z mestno občino Kranj Ministrstvo za infrastrukturo zgledno dobro sodeluje in to je bila prva ugotovitev med menoj in županom že v samem uvodu. Imamo številne projekte, nekateri so v fazi realizacije, nekateri še bodo. Izpostavil pa bi ključne teme. Prvo je ta, da zelo kmalu začnemo z gradnjo ceste Hotemeže-Britov. Naj povem, da imamo v bistvu pridobljena vsa dovoljenja in da razpis bo šel kmalu, v roku 14 dni gre razpis v objavo in potem sledi sama gradnja na začetku naslednjega leta. Pomemben projekt je tudi avtocestni priključek Kranj-Sever, pogovarjali smo se tudi o tej cestni infrastrukturi in seveda tudi o ostalih projektih na železnicah, o sami železniški postaji, novi železniški postaji v Kranju. Naj povem, da v letu 2022 bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v bistvu razpis za projektno dokumentacijo in uvedlo vse potrebne postopke, da bi v Kranju čim prej prišli do začetka same nadgradnje železniške postaje. Govora je bilo tudi o ostalih cestnih povezavah. Veliko časa pa smo seveda namenili tudi trajnostni mobilnosti, zlasti kolesarskim povezavam. In bi rad pohvalil mestno občino Kranj, da so lahko zgled tudi ostalim občinam pri tem, ko razvijajo tovrstno infrastrukturo in imajo tudi vrsto dobrih pobud. Na ministrstvu seveda sledimo in bomo tudi mestni občini Kranj pri različnih projektih, razpisih in tako naprej tudi pomagali, da bo trajnostna mobilnost, kar se tiče kolesarskih poti, prehodov in tako naprej, v še večji meri razvita. Seveda smo se dotaknili tudi javnega potniškega prometa, zlasti tudi v mestu Kranj omogočiti starejšim prebivalcem brezplačen prevoz. Naj povem, da bo ministrstvo poskrbelo v bistvu za vse mestne občine, začeli bomo hkrati se o tem pogovarjati, da ta ugodnost ne bo deležni samo v Ljubljani pa v Mariboru, se pravi upokojenci, ampak tudi v ostalih mestnih občinah, kjer je organizacija javnega potniškega prometa na takšnem nivoju, kot je tukaj. Torej, perspektiva je, da ljudje čim večji meri uporabljajo javni potniški promet in ta mora biti zaradi tega ekonomičen, privlačen in v bistvu ta cilj zasledujemo oboji, in mi in mestna občina Kranj. Torej, zgledno sodelovanje med ministrstvom, našo direkcijo ter mestno občino Kranj, ki ga bomo nadgrajevali skozi izpeljavo omenjenih projektov. Lahko rečem, da kar res nekaj starih zatečenih stvari smo porinili naprej, kot je recimo Hotemeže-Britov navezava, kot je naprimer Kranj-Sever izvoz in tako naprej. Ampak vse te stvari res lepo potekajo in tečejo te aktivnosti, tako da bojo kmalu vidni tudi rezultati. Hvala. Župan. Hvala lepa. No, še jaz bi mogel poudariti, da res odlično, vzorno sodelujemo skupaj naša ekipa z ekipo Ministrstva za infrastrukturo in DRSI-jem. No in sem prav vesel, da je današnji dan prvi obisk ministra za infrastrukturo ob seveda tednu obiska vlade na Gorenjskem. Od projektov, ki jih je omenil minister, seveda za mestno občino Kranj in tudi za širšo okolico zelo pomemben izhod Kranj-Sever. Gre za kar dolgoletno pobudo že in moram priznati tudi zgledno sodelovanje z Darsom, tako da se dejansko pripravljajo dokumentacija, da bi do realizacije prišlo še pred letom 2025. Navezali smo se tudi na to glavno vpadnico v Kranj, to se pravi od izhoda za Kranj-Zahod, Šenčur. Kot vemo, je to ena najbolj obremenjenih cest. Dotaknili smo se izgradnje 4-pasovnice in seveda tudi rešitev izhoda za Brnik, ki bi razbremenil ta izhod za Šenčur. Nadaljne smo se, če ostanemo v tem delu, dotaknili problematike preleta letal in pa hrupa nad Kranjem. Vemo, da je leta 2013
bila spremenjena ruta vzletanja avionov, in sicer prej so vedno zavili takoj levo in nad Sorškim poljem so se dvignili, zdaj avioni letijo naravnost čez mesto Kranj, kar zelo moti naše prebivalce. V ta namen smo že leta 2019 župani, 7 županov podpisali peticijo za spremembo te vzleta in pa pristajanja. Ni se nič kaj premaknilo, ampak zdaj imamo pa nekako dogovorjen sestanek v roku 14 dni, da to pobudo občin, ki mejijo na letališče, nekako zopet oživimo. Manjših projektov smo se lotili, predvsem velik problem je na cesti med Kranjem in pa Škofjo Loko. Žabnica, vemo, da je zelo nevaren odsek cestišča, zelo povečan promet, nimamo pločnika, ni kolesarke, je pa v pripravi projektna dokumentacija, da se pri šoli v Žabnici uredi križišče s semaforjem, kar bo seveda zelo dobrodošlo za okoliške prebivalce. Dotaknili smo se tudi umeščanja ceste od Trate na magistralno cesto Kranj-Ljubljana, ki je seveda iz tega vidika zelo pomembna za prebivalce Žabnice in pa Bitenj. Vemo, da je, kot sem že omenil, zelo prometna ta cesta brez pločnika in kolesarke, kar je seveda nevarno za prebivalce. Kar se tiče same železnice, izredno smo veseli, kot ste slišali, minister je omenil snemanje oziroma projektiranje železniške postaje, tako da bomo potem lahko nadaljevali z našim načrtom izgradnje avtobusne postaje na področju obstoječe železniške postaje, kar pomeni, da bi nekako naredili bolj dostopno železniško postajo našim občanom, predvsem zato, ker se od 25.000 delovno aktivnih prebivalcev skoraj polovica vozi na delo v Ljubljano oziroma migrira iz mestne občine Kranj. To so glavne zadeve. Dotaknili smo se tudi umeščanja dvotirne železnice Ljubljana-Kranj in pa seveda tudi severne obvoznice, ki je planirana v mestni občini Kranj. Vemo, da smo v procesu sprejemanja občinskega podrobnega načrta OPN-ja, nekako računamo, da bi bil sprejet leta 2023, kar pa pomeni tudi umeščanje obstoječe obvoznice, severne obvoznice, na katero že dolgo časa čakamo. Smo pa nekako se dotaknili, da bi lahko že takoj začeli z delom povezave med Blajvajsevo in pa Koroško cesto. Tako da veliko projektov smo nekako predelali, ker so vsi v teku, kot sem povedal, zelo dobro sodelovanje s celotno ekipo, predvsem na operativni ravni, veliko posluha za potrebe tretje največje slovenske občine in jaz upam, da bo tako tudi naprej, da bomo deležni take pozornosti, kot smo jo zdaj dobivali strani Ministrstva za infrastrukturo in pa tudi ministra in njegove ekipe.